Pomurskem dnevniku. Festival nakupov in zabave. Čaka nas drugi krog. Mura poražena na fazaneriji. Zagorelo v osnovni šoli. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Murski Soboti je bilo ta konec tedna pestro. BTC Murska Sobota je pripravil festival nakupov in zabave, na katerem ni manjkalo dobre glasbe. Na svoj račun pa so prišli tudi obiskovalci. Če ste se ta konec tedna odpravili po nakupih v Mursko-Soboški BTC, ste kaj hitro opazili, da je dogajanje precej bolj živahno kot ob navadnih dneh. Razlog za to je bil festival nakupov in zabave, na katerem ste lahko srečali Tomaža Domicelja in Sixpack Čukurja, poskrbljeno pa je bilo tudi za tiste najmlajše. Temu dogodku je posvečeno veliko pozornosti. Jesenski tradicionalni festival nakupov in zabave, ki ga pripravljamo 2-krat na leto. Letos smo pripravili prav poseben program, danes tudi 2 koncerta. Eden se že odvija v Avli, Tomaž Domicelj, naša starosta glasbene slovenske scene. Tudi Kolo sreče smo pripravili, tako da bomo izžrebali kar nekaj nagrad naših poslovnih partnerjev. Tukaj zunaj za nami pa Avtohiša Meškov predstavlja avtomobile Hyundai in BMW z testnimi vožnjami. Potem zvečer, popoldan ob 17. še predstava za najmlajše, zvečer pa potem zabava v našem Chili baru s skupino Tropik. Vedno se pripravimo 2-krat na leto posebne ugodnosti, popusti, ki veljajo samo na ta dan, promocije, degustacije, tako da je zelo pestro in vsako leto tudi velik poudarek na ta dogodek. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji jeklenih konjičkov. V sklopu festivala nakupov in zabave danes pripravljamo predstavitev Hyundaiovih in BMW-ovih vozil ter sejem rabljenih avtojev. Seveda ekskluzivno smo tudi pripeljali model, ki še nikoli ni zapeljal na, pa povejmo, tudi evropske ceste. To je vozilo za nami, Hyundai Kona, tako da premierno danes predstavljamo tudi ta model, ki bo v salonih v Sloveniji od meseca novembra naprej. V Mursko Soboto pa se vse pogosteje vrača tudi reper Sixpack Čukur. Ja, jaz z veseljem prijem, sploh tako jutranje ure, ponovadi smo tu po noči, tavamo po klubih, danes pa me je tale vaša prireditev in dobro vzdušje, kjer bom predstavil par komadov, tudi novega Instababe in se bomo malo podružili pred samim BTC-om, malo klobasi spojedli, kak deci spili in to je to, ni ga lepšega. Ta je tudi predstavil svoj nov komad. Ja, Instababe, nov komad, je odraz naš, je naša družba, so filtri, Instagrami, Facebooki, je neko sporedno življenje, ki ga vsi živimo dan danes, bez katerega ne moremo in govori o moče malo pretiravanju v tej smeri, da pozabljamo malo okoli sebe pogledati. Pozabljamo na stvari, lepe stvari okoli nas, vsi iščemo neko bogatstvo, nek blišč. Ne vemo pa, da tisti, ko imajo ves ta blišč, pa iščejo take stvari, ki jih imamo mi, skromne, male, pristne stvari. In to je moče tudi ena izmed zgodb v tem novem singlu, ki pa tudi, bi rekel, daje upanje malo za slovensko sceno, da zanimanje in, bi rekel, slovenska glasba je še vedno se dela, še vedno se trudimo in sem vesel, da ljudje opazijo komad, da ga vidijo, da se najdejo v njem in prav je tako. Včeraj so bila odprta volišča, Slovenke in Slovenci smo volili novega predsednika oziroma predsednico. Toda po preštetih glasovih je postalo jasno, da se bo na volišča potrebno odpraviti še enkrat. Slovenija včeraj še ni dobila novega predsednika. Nobeden od kandidatov in kandidatk namreč ni uspel prepričati volivcev in zbrati več kot 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Najbolje sta se odrezala aktualni predsednik Borut Pahor, ki je zbral nekaj več kot 47% glasov, in kamniški župan Marjan Šarec. Za slednjega je glasovala skorajda četrtina volilnih upravičencev. Zmagovalca v prvem krogu ni bilo, zato nas čaka drugi krog. Ta je predviden za 12. november, ko se bo treba ponovno odpraviti na volišča. Prvi krog volitev je bil zgodovinsko gledano celo najslabši, kar se tiče udeležbe. Na volišča se je odpravilo manj kot 44% volilnih upravičencev, svoj glas je oddalo nekaj več kot 746 tisoč volivk in volivcev.
Na tretje mesto je te volitve končala Romana Tomc z nekaj manj kot 14% glasov. Ljudmila Novak jih je zbrala dobrih 7. Najmanj glasov je pripadlo Angelci Likovič, ki je prepričala malo več kot 0,5% volivcev. Nogometaši Mure so po pokalnem porazu proti Celju zabeležili še prvi prvenstveni poraz. Na Fazaneriji so bili boljši nogometaši Krke, ki so slavili z 2-1. Črno-beli so srečanje na Fazaneriji dobro začeli in povedli že v 15. minuti, ko je v polno meril Amadej Maroša. Gostje so izenačili 8 minut kasneje, ko je bil po podaji iz kota najvišji Theodor Wilson. Isti igralec je v 65. minuti srečanja zabil še svoj drugi zadetek na srečanju. Gostje so imeli na to še nekaj lepih priložnosti. Mura pa bi lahko izenačila v drugi minuti sodnikovega podaljška, toda strel Arpada Vaša je gostujoči vratar uspel odbiti. Branilec domačih Borut Lukač pravi, da si Mura poraza ne bi smela dovoliti. Tudi to pride, ampak tega si sigurno nismo želeli. Tekma je bila napeta z obeh strani, imeli smo sami priložnosti, tudi oni so si nekaj preigrali, ampak danes pač ni šlo. Kaj je bilo narobe na igrišču? Mislim, da smo, ne vem, težka tekma je bila, ritem je močen, ampak vseeno si tega ne bi smeli dovoliti. V torek povratna tekma proti Celju, ki verjetno sedaj ne pride ravno prav. Pa pride prav ali ne pride prav, cilj je eden, zmagati bo treba, pa kakršenkoli je bil rezultat prejšnje tekme. Črno-bele tako že jutri čaka nova tekma. V povratnem srečanju pokala Slovenije se bodo pomerili proti Celju. Prvo srečanje se je končalo s 4-0 za Grofe. Na 4. osnovni šoli v Murski Soboti je potekala že 10. jubilejna Abilimpijada. Ta služi temu, da se med seboj pomerijo otroci, mladostniki in odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju. Osnovni namen Abilimpijade je sicer tekmovanje, toda v ospredje bi lahko postavili druženje in zabavo. Tokrat je Abilimpijada potekala na 4. osnovni šoli v Murski Soboti, kjer so želeli lokalnemu okolju predstaviti idejo tega tekmovanja. Torej, mi smo prevzeli organizacijo teh iger tudi zato, da lahko promoviramo idejo tega gibanja v lokalnem okolju. Ko smo organizirali to tekmovanje, oziroma že nekaj mesecev se seveda na to pripravljamo, nas je kar nekaj oseb vprašalo, kaj je to Abilimpijada, kaj organizirate, zopet neko športno tekmovanje. In zato se nam zdi zelo pomembno, da te ideje tudi nekako, da ljudi v domačem okolju seznanimo z temi idejami. Torej, na tem tekmovanju, ki je v prvi vrsti vseeno tekmovanje, čeprav je še vse kaj drugega, druženje, ples, zabava, se naši učenci in pa varovanci dokazujejo v delovnih, ročnih spretnostih in veščinah. Torej pokažejo tisto, česar so se naučili v zavodih za usposabljanje, osnovnih šolah s prilagojenim programom in pa varstveno-delovnem centru. Ta 2 dneva je tukaj približno 300 ljudi. 130 je tekmovalcev, 60 spremljevalcev, sodelujemo tudi seveda vsi zaposleni naše šole, ker nas je 75, in pa še zunanji ocenjevalci, seveda so komisije, ki potem te izdelke ocenjujejo in tudi podelimo nagrade za 1., 2., 3. mesto. Nekaj več o Abilimpijadi pa je povedal predsednik Abilimpijskega komiteja Slovenije. Poglejte, Abilimpijada je bila, bom rekel, dokajšna neznanka v slovenskem prostoru, ampak zdaj pa mislim, da se je že ta zadeva dost prijela. To je pa, če jo razložim, to je skovanka 2 angleških besed, Ability Olympics, kar pomeni olimpijada spretnosti, veščin in znanj. To nikakor ni šport, gre se za 14 disciplin, ki so recimo vezenje, tkanje, potem izdelava iz odpadnih predmetov, uporabnih zadev iz odpadnih predmetov, potem nakit, računalništvo in tako dalje. To so skratka te veščine in znanja, ki jih naši uporabniki osvojijo skozi vse procese usposabljanja in jih kasneje ohranjajo in delajo v varnostno-delovnih centrih. Po koncu tekmovanja je sledila podelitev priznanj, vsi udeleženci pa so tekmovalni duh preusmerili v druženje.
V mesecu oktobru, ki je mesec požarne varnosti, se zvrstijo različne aktivnosti in vaje, s katerimi se nazorno prikaže delo gasilcev. V strojnici osnovne šole 1 v Murski Soboti je prišlo do požara. Nekaj oseb je ostalo ujetih v telovadnici, nekateri se niso uspeli rešiti iz zgornjih prostorov šole. K sreči je bil to le scenarij operativne vaje, ki jo je pripravila Gasilska zveza mestne občine Murska Sobota. Ja, tako je. Tukaj je bilo prvenstveno namišljeno, da se v telovadnici, v dvorani, v klimatih pride do požara in seveda potrebno je bilo evakuirati okrog 650 učencev iz telovadnice in pa seveda pogasiti požar. To je bilo prikazano, sedaj preizkušeno in seveda iz tega smo se naučili tudi zaposleni v šoli, kako ravnati v takih primerih in pa tudi mi gasilci, ki to vajo pač delamo. Namen takšnih vaj je, da tisti, ki se znajdejo sredi požara, vedo, kako odreagirati v dani situaciji. Namen vaje današnje je predvsem ta, da vidimo, kako smo uspešni pri izpraznitvi športne dvorane, kadar je seveda napolnjena z vsemi učenci šole, ki jih je 676. Nekako dogovor je bil, ker te vaje še nismo imeli, reševali smo se predvsem iz šolske zgradbe, da preizkusimo tudi, kako smo uspešni v situaciji, ko je recimo se nekaj dogaja v športni dvorani. Tako da ta namen je bil. Bomo pa videli, kako smo bili uspešni po ocenitvi, ker imamo tu dosti strokovnjakov, ki so tudi to našo vajo opazovali, zunanjih sodelavcev, tako da bomo analizo naredili po koncu, po zaključku današnjega dne. Tovrstne evakuacijske vaje potekajo vsako leto. Ja, mi smo dolžni vsako leto narediti pač to evakuacijo šole, to je seveda v naši domeni. Včasih seveda se povežemo z lokalnim okoljem, kot je to danes, ko je aktivnost širšega značaja. Sicer pa imamo vsako leto preizkus, kako smo uspešni pri izpraznitvi šole, šolskih prostorov, kadar pride do kakšne nesreče, tovrstne požare ali kakorkoli že kaj drugega. Gasilci s pomočjo operativnih vaj bolje spoznajo objekte in nevarnosti, ki pretijo. Ja, sigurno te vaje so za nas pomembne, ker se srečamo z objektom, vidimo, kje kaj je, kakšni so izhodi, kje so izhodi, če je potrebna evakuacija in pa tudi nevarnosti, ki pretijo pri takšnih evakuacijah. Vsi skupaj si lahko želimo le, da bi bila potreba po nujnem ukrepanju gasilcev čim manjša. Na sobotainfo.com poročajo o novi kazenski ovadbi zoper 23-letnega pedofila. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Še bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 15 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 10 stopinj, v Radencih 11, v Lendavi in Murski Soboti pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Še bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okrog 7, dnevne pa okrog 15. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 4 in 9 stopinjami, dnevne pa med 16 in 20. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.